Obiskali smo gnezdišče sivih čapelj pri Dornavi. Predstavljamo anatolskega ovčarja. V življenje smo pospremili goriljo malčico. Pozdravljeni v družbi živali in ljudi. V prvih minutah današnje oddaje se bomo preselili v okolico Dornave. Spoznali bomo pogosto gnezdilko v Evropi, sivo čapljo. Gnezdišče v okolici Dornave je eno redkih v Sloveniji in je zavarovano kot naravni spomenik. Siva čaplja je naša najpogostejša čaplja. Srečamo jo tako rekoč po vsej državi, predvsem v zimskem času. Spomladi, ko začnejo gnezditi, je pa malo drugače. Takrat se zberejo v določenih delih, predvsem v nižini, kjer gnezdijo v koloniji. Koloniji to pomeni, da gnezdi več osebkov na enem mestu, običajno v kakem gozdičku, kar je recimo za sivo čapljo, na robu gozda, lahko tudi več gnezd hkrati. Če je drevo dovolj veliko, lahko na enem drevesu gnezdi tudi po 12 ali celo več parov. V tem času bi čaplje morali imeti že mladiče, zato sem prišel v kolonijo, seveda zelo previdno in tiho, da jih ne bi vznemirjal, da preverim, ali so mladiči že izvaljeni. Mladičev prej z opazovanjem na gnezdo še nisem videl, vendar sem jih pa slišal. Tule imam v rokah pa imam dokaz, da so mladiči res izvaljeni. Tole so lupine, jajčne lupine, ki so padle iz gnezda, oziroma jih je odrasla tudi verjetno vrgla iz gnezda, ker jih v gnezdo seveda ne potrebuje. In tukaj vidimo lepo, kako so počle, kako so se mladiči izvalili na polovico, kar je tudi potem dokaz o izvalitvi mladičev. Mladiči se izvalijo zelo zgodaj, precej zgodaj, sedaj tudi slišimo, so že precej veliki, čeprav še stojijo ne v gnezdo. To upam, da se bomo gledali kdaj drugič, ko bodo že veliki. Odrasle jih seveda hranijo, prihajajo za hrano na gnezda in takrat je seveda tale direndaj, ki ga lahko slišimo moče tudi v ozadju z tem kvakajočim oglašanjem. V gnezdu je različno število mladičev, običajno je to 2, 3, celo 4, odvisno od letine, odvisno koliko je hrane. Zanimivo pa je recimo, da v tem času mogoče kdo pomisli, da seveda čaplja lovi samo ribe, pa temu ni tako. Bom pogledal še kasneje pod drevesi, mogoče najdemo zelo kakšen ostanek hrane ali pa izbluvke, ki so pač neprebavljivi deli, podobno kot pri sovah. Siva čaplja gradi za njeno velikost precej malo borno gnezdo. Gnezdo je bolj podobno sivi vrani, kot pa recimo sorodnici od sive čaplje štorklje. Vidimo, da gnezdo je precej malo. To je seveda staro gnezdo, gnezdo je padlo na tla, verjetno zaradi zime, zaradi snega, oziroma se je veja odlomila. Tako je bila pa čaplja prisiljena, da spomladi začne graditi novo gnezdo. Sicer pa čaplje ne gradijo gnezda vsako leto novega, ampak ga običajno starega le popravijo, ga uredijo in tako začnejo gnezditi. Vkolikor pa seveda gnezda ni, oziroma je gnezd premalo, potem začne čaplja graditi novo gnezdo. Tukaj imam ostanke hrane oziroma tako imenovane izbluvke. To so deli, neprebavljivi deli, ki jih čaplja ne prebavi. Tukaj vidimo, recimo imamo enih par takih primerkov. So sive barve, mehki in če jih takole razdiramo počasi, vidimo, da je v njih v glavnem samo dlaka.
To pomeni, da so tele čaplje tukaj v glavnem uživale male sesalce, verjetno miške, voluharje, drugačnega krta mora biti, medtem ko v kakšnih drugih vrstah, recimo ribah, ni nobenega sledu, ni nobene luske, nobene kakšne druge kosti od rib. Tudi od žab ni videti kakšnih kosti, ničesar. Skratka, v tem času očitno tele sive čaplje v Dornavi živijo bolj kot ne samo od sesalcev. In to je potem tudi dokaz, da tisto zmotno preganjanje strani ribogojcev, ribičev, čapelj, recimo, da delajo samo škodo v ribogojnicah, tudi posebno ne drži, da delajo tudi na travnikih, na poljih, kmeticem, tudi določeno vrsto koristi. Povabili smo se na sprehod z vašim psom in vami takole po gozdu. Koga imate ob sebi? Kakšna pasma psa je to? Etos je anatolski pastirski pes. Jaz mu raje rečem pastirski pes, ker če rečem anatolski ovčar, potem veliko ljudi misli, da gre za ovčarja, kar pa ni. Etos je izreden pastirski pes. V Turčiji mu pa rečejo kar kangal. Kakšne so pa značilnosti te pasme, če jo takole pogledamo? To so veliki, močni psi, enobarvni, rjavo-sivi, s temno masko obrazno, ušesa sta trikotna povešena, kratka. Rep je ponavadi zavit, Etos nima značilno zavitega, lahko je zavit celo takega polža, visoko nastavljen. Ima zelo veliko poddlake, kar bo problem sedale v maju, ko ga bomo česali. Drugače pa ta oprsje sega do komolcev. Lahko imajo spredaj ali na tacah tudi bele lise. Drugače pa značilnost je ta hoja, ki je taka harmonična, res opazna. Ta pes kar spominja malo na leva. Zelo velik pes je to, morda si gledalci doma niti ne predstavljajo. Etos je visok 80 cm, ima 62 kg, drugače pa tam od 40 do 75 kg. Psice manj, psi več, višina pa tam okrog 80 cm. Omenili ste, da so to bili pastirski psi, kakšni pa so značajsko? Značajsko, če je zgodna in pravilna socializacija, nimajo problemov z drugimi živalmi, se dobro razumejo, drugače pa zelo nezaupljivi do tujcev. Psi lahko zelo dominantni, kar je zelo naporno. Ste ga vi šolali? Kako je potekala ta vzgoja? Naš Etos je obiskoval pasjo šolo in to čisto od začetka. Najprej tista mala pasja šola, nato pasja šola poslušnosti in naredila sva celo izpit. So sicer precej trmasti, bi rekli? Trmasti, ampak v tem smislu, da so zelo pametni, inteligentni, zelo učljivi, ampak vsako stvar, vsak ukaz premislijo in ga izvedejo zelo počasi. In od tega ta trma. Vi imate tudi otroka. Kakšen je Etos kot družinski pes? Do Izabele je Etos izredno potrpežljiv, ljubeč, ampak je potrebna tudi previdnost. Etos je obiskal tudi učence v osnovni šoli. Ni bilo nobenih problemov, težav. Učenci so ga lepo sprejeli, celo za svojega prijatelja so ga vzeli. Tako da odkar pa imamo Izabelo, smo pa previdni, ravno zaradi tega zaščitniškega odnosa. Kaj je vas navdušilo na tej pasmi? Zakaj ste si jo mislili?
prav to pasmo? To je bilo čisto slučajno. Prej sem bila lastnica nemških dog in nekako doma je bilo vse veliko, velik pesjak, velika hiša, pasja, velike sklede in nekako sem iskala velikega psa. In čisto slučajno, potem, ko sem brskala po internetu, sem naletela na to pasmo. Anatolskega ovčarja ni pogosto videti v Sloveniji, izvira iz Turčije, ste rekli. V kakšnih razmerah jih tam vzrejajo? Ja, tam na Anatolski planoti so izredno težke razmere. Zime so mrzle, tudi do 30 stopinj pod ničlo, poletja vroča in ljudje tam razen ovac ne premorejo drugega, a ne? In zato so si vzredili takšnega psa, ki jim pomaga obraniti ovce pred divjimi zvermi. Tudi sicer jih prirejajo nekako prav na krut način. Tam anatolski pastirski psi izgledajo čisto drugače, tako da jim uhlje odrežejo čisto ob glavi, nataknejo jim kovinske široke ovratnice z dolgimi žeblji. Tako ga volk ne more onesposobiti, tega psa. Ste zdaj, ko imate Etosa, zadovoljni z njim? Je to pes vaših sanj, to, kar ste pričakovali? Ja, Etos je takšen pes, čeprav moram omeniti, da to ni pes za vsakogar. Odsvetovala bi začetniku, lastnik mora biti potrpežljiv, vztrajen, dosleden in mogoče na začetku do izšolanja tudi precej fizično močan. Železna ščitnica je izredno pomembna pri živalih, tako kot pri ljudeh tudi, to vsekakor, ne. Težave so zelo, zelo pogoste, vendar jih dostikrat ne diagnosticiramo pravočasno oziroma ne pomislimo na njih. Železna ščitnica se vpleta v bistvu v celotno delovanje organizma in mogoče kot simptomatika pri živalih najprej opazimo, da žival nenadoma izgublja dlako. Mi smo začudeni, mislimo, vitamini manjkajo, prehrana ni kvalitetna, kakršnakoli alergija ali kaj podobnega, vendar se to izpadanje dlake nadaljuje. Drug moment, ki je pa tudi zelo pogost v diagnostiki samih bolezni ščitnice, je pa tale, ko imajo živali lokomotorne motnje, se pravi težave z hrbtenico. Ta dva momenta bi tu najbolj izpostavil, ne. Pri eni in pri drugi stvari je treba vedno pomisliti na ščitnico, odvzeti kri, poslati kri v laboratorij in potem preveriti, ali so te ščitnični hormoni normalni ali ne. Pogosto se dogaja, da so prenizki in potem sledi terapija. Terapije pri ščitnici so dolgotrajne, to moramo vedeti. Lahko trajajo tudi doživljenjsko, par mesecev, leto, 2, 3. Zdravi se z tabletkami za ljudi, popolnoma enakimi, s tem, da so pa pri živalih doze bistveno višje. In to bi rad poudaril danes, ker se marsikdo zgrozi, lastnik živali se zgrozi pri tem, da mora na primer njegov kužek jesti 5-krat večjo dozo, kot pa je lastnik sam. Ker tudi ljudje imajo pogosto težave z ščitnico in jedo te tabletke, ampak zanimivo, ne? Na primer, kot primer, ta psička ima težave s ščitnico, ampak je v redu, je 5-kratno mojo dozo, kot če bi jaz jedel, ne? Je toliko višja doza, ampak tako je, tako mora biti. Nobenih stranskih učinkov praktično ni pri tem. Rezultati so pa tele, da se dlaka izrazito popravi, odlakana mesta se popravijo, mislim, res postane fejst odlakana. Mogoče bi tu omenil še eno karakteristično značilnost, ki sem jo prej pozabil, je tako imenovan podgani rep. Ta psička sicer nima repa, ampak pri ostalih, katere imajo rep, postane gol in čisto brez dlake. In to je tako imenovan podgani rep, ki nas res napelje na težavo z železno ščitnico. Pred nami je 24. april, svetovni dan laboratorijskih živali. Njegov namen je opozoriti na milijone živali, ki so vsak dan mučene in ubite v laboratorijih po svetu v imenu znanosti. No, pred dobrim letom dni pa smo v Evropski uniji pozdravili prepoved uvoza in prodaje kozmetičnih izdelkov in sestavin testiranih na živalih. Pozdravljeni! Ne moremo prodajati izdelkov, če ne vemo, ali lahko kupcem škodijo.
Preizkuse na živalih včasih uporabljajo pri razvoju izdelkov za gospodinjstvo, kmetijskih kemikalij, industrijskih kemikalij, pesticidov, barvil, prehranskih dodatkov. V nekaterih državah uporabljajo živali tudi za preizkušanje lepotnih izdelkov. Toda v Evropski uniji to ni več dovoljeno. Danes nikjer v Evropski uniji ni dovoljeno preizkušati kozmetičnih izdelkov na živalih. Še več, če je bil kozmetični izdelek preizkušen na živalih, ga v Evropski uniji ni mogoče prodajati, ne glede na to, kje na svetu je bil proizveden. To je popolna prepoved. Evropski parlament je za uveljavitev popolne prepovedi potreboval 20 let. 1993. Prepovedano je trženje kozmetike preizkušene na živalih. Predlagani rok je 1998. 1997. Rok je preložen na leto 2000. Razlog? Pomanjkanje alternativ preizkušanju na živalih. 2004. Preizkušanje končnih kozmetičnih izdelkov na živalih je prepovedano. In 2009. Preizkušanje sestavin za kozmetične izdelke na živalih je prepovedano. Prodaja nekaterih kozmetičnih izdelkov preizkušenih na živalih je prepovedana. Preizkušanje je še vedno dovoljeno za najbolj kompleksne učinke za človekovo zdravje, naprimer raka ali alergene. In končno 2013. 11. marca popolna prepoved preizkušanja na živalih za vso novo kozmetiko, ki je naprodaj v Evropski uniji. Konec zgodbe. No, vsaj za Evropsko unijo. Toda drugod po svetu okrog 80% držav še vedno dovoljuje preizkušanje kozmetike na živalih. Prepoved Evropske unije bi lahko to spremenila. Če bodo kozmetična podjetja po svetu želela prodajati kupcem Evropsko unijo, bodo morala uporabiti načine preizkušanja brez živali. Kar precej nas je, kakšnih 503 milijonov. Toda ali smo lahko prepričani, da je kozmetika varna? Hej, novi izdelki morajo še vedno prestati stroge varnostne preizkuse. Preizkušanje na živalih bodo zamenjale metode brez uporabe živali. Naprimer, preizkušanje zdravil na vzorcih človeškega tkiva v epruveti, izvajanje poskusov z računalniškimi modeli in programi, uporaba velikega števila statističnih podatkov. Kozmetični izdelki in njihove sestavine morajo biti varni za potrošnike. To je odgovornost kozmetičnih podjetij, ki morajo uporabo svojih izdelkov podpreti z varnostnimi podatki. Evropska zakonodaja varuje naše zdravje in varnost. Zdaj se lahko vprašamo, kako pa je z vsemi drugimi izdelki, ki so v prodaji v Evropski uniji? Bomo videli, kam bo to pripeljalo. Adijo! Zadnje minute oddaje pa posvečamo zgodbi novorojene gorile, ki se je odvijala zadnji mesec. V ameriškem živalskem vrtu San Diegu je 18-letna gorila donosila samičko, ki pa so ji na svet morali pomagati s carskim rezom. Mladička je tehtala slaba 2 kilograma. In retrospect, the C-section was the right decision. We think that the health of the fetus would have been compromised if we delayed the surgery any longer. Sprva je sicer kazalo, da je z mlado gorilo vse v redu. She's extremely strong. She can grasp, she kicks, she's